Tokrat v občinskem informatorju. V Lovrencu odprli moderen prizidek k zdravstvenem domu. Selničani so gostili prijatelje iz madžarske občine Zalakaroš. V Mariboru se je odvil karierni sejem. Na Desterniku imajo občinski praznik. Na Stopercah pa so obeležili kmečki praznik. Franc Kangler o svojem življenju. V Radencih je bil mednarodni nogometni turnir prijateljstva. Lepo pozdravljeni. V Lovrencu na Pohorju so odprli nov del zdravstvenega doma, moderno zgradbo, v kateri bo več ambulant in center za krepitev zdravja. Zgradbo, v katero bodo še dodali opremo, so si ogledali tudi občani. Poglejmo. Veselje nad tem, da so dokončali gradnjo modernega prizidka zdravstvenega doma v Lovrencu na Pohorju, je bilo nepopisno. Končno smo otvorili prostore na pogled vsem, ki so si danes zaželeli, da pogledajo, kaj smo zgradili. Veseli smo te pridobitve. Vsekakor je najpomembnejša v dolgih letih, pa še verjetno v prihodnosti v bližini ne bo tako pomembna investicija, kot je prizidek zdravstvenega doma. Dejansko s temi prostori poskrbimo za boljše pogoje, tako za paciente kot za zaposlene in upamo, da je to ena izmed spodbud za nadaljevanje kvalitetnega zdravstva v naši občini. V večnadstropnem prizidku je tudi dvigalo, tako da je dostop omogočen tudi gibalno oviranim. Normativi so takšni, kot morajo biti, tudi v primeru epidemij smo zdaj bolje opremljeni, kot smo bili v preteklosti, in pa seveda skrb prva je za tiste, ki so pogosto gibalno ovirani in včasih tudi do zdravnice niso mogli že iz enega takega preprostega, banalnega razloga. 3 etaže, dvigalo in prostori, kot ste rekla, prostorni, svetli in prijetni za vse, ki bodo morali tukaj biti. Zdravstveni dom Lovrenc na Pohorju je sicer enota zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor. Zdravstveni dom Maribor skrbi za zdravje v 12 občinah, skrbimo za 200 tisoč prebivalcev, pokrivamo območje 750 kvadratnih kilometrov in Lovrenc na Pohorju je v bistvu najbolj zahodna občina tega dela, katerega mi pokrivamo. Mogoče tu je ena specifika v Lovrencu, ker ta zdravstveni dom, katerega danes odpiramo, tukaj delujemo tako mi, naši zaposleni, in sicer zobozdravstvena ambulanta, medtem ko zdravnica družinske medicine in pa patrožnažna medicinska sestra pa sta koncesionarki, kar pomeni, da sta zasebnici, ampak prav tako del javne zdravstvene mreže. V prostorih prizidka bo tudi center za krepitev zdravja. Ta center pa skrbi za to, da ljudem torej jih ozavešča o tem, da bi bili čim bolj dolgo zdravi in da bi to potem zdravstveno in zobozdravstveno storitev potrebovali čim kasneje. No in seveda to pa bo zdaj potem naše delo tukaj novo. In tudi, če vemo, da po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije primarno zdravstveno varstvo ni več samo družinska medicina, pediatrija in pa ginekologija, ampak po definiciji primarna zdravstvena varstvo in pa zaščita pomeni družbeno skrb za dobro počutje in pa zdravje ljudi, potem ta hiša vsekakor je namenjena torej pravi ideji. Zadovoljni pa so tudi mnogi občani in občanke, ki so prišli na odprtje in si nove prostore, v katerih sicer še ni opreme, ogledali. Normalno, da smo veseli, lepi prostori so, pa upam, da bomo čim manj jih koristili, nažalost. Ker boljši je, da si zdrav, pa da rabiš pomoč. Po drugi strani pa center za krepitev zdravja pride noter, to so tiste delavnice ali pa recimo pogovori, predno se pride do zdravnika, tudi to je verjetno dobrodošlo. Sigurno bo prav prišlo. Ne? Ste sicer imeli tu zdravnika vi ali ste kam drugam hodili? Tu sem imela, imam zobozdravnika in zdravnika tu. Tako da cela moja familija, tako da smo zadovoljni zelo. Zelo sem vesela, da smo prišli do take sodobnega zdravstvenega doma. Povejte, kaj ste drugače že tukaj tudi imeli zdravnika pa zobozdravnika? To vse, vedno. Smo ponosni, da imamo tako lepi zdravstveni dom. Prej je bilo pa res kritično, sploh za starejše niso mogli po stopnicah do zdravnika, da
bi komaj bilo, da bi ga nesel gor. In prav zato, ker vedo, da bodo imeli na voljo več tako vsebinsko kot tudi prostorsko, so še bolj veseli, saj bodo nenazadnje imeli tudi zdravstveni delavci boljše pogoje za delo. Občina Selnica ob Dravi izvaja evropski projekt Dihajmo skupaj z madžarsko občino Zalakaroš. Te dni so bili Madžari na obisku v Selnici ob Dravi, kjer so predstavili med drugim tudi svojo kulinariko in običaje. Selničani pa njim svoje. No, poglejmo, kako je bilo. Ob 25. občinskem prazniku Selnice ob Dravi so v okviru evropskega projekta prišli na obisk župan madžarske občine Zalakaroš in več občanov. Občini namreč krepita sodelovanje na več področjih. In ta projekt sofinancira program Interreg Evropa, program Slovenija-Madžarska, na kar smo seveda izredno ponosni, da smo bili pri prijavi uspešni. Osnova projekta je druženje med ljudmi, kar so pokazali predvsem v popoldanskem času, ko so pri šoli postavili stojnice in predstavili nekaj svoje kulinarike in domačih izdelkov. Aktivno pa so imeli že dopoldan. Danes imamo na obisku pri nas veliko skupino ljudi iz Zalakaroša. Gre za izmenjavo izkušenj, idej in informacij na področju, kako deluje občinska uprava, kaj delajo šolarji, učitelji, mladinci, starejši. Danes bodo v Selnici cel dan potekale aktivnosti, družili se bodo šolarji med sabo, popoldan imamo kulturni program, kjer bomo slišali tako ljudi oziroma nastopajoče iz Zalakaroša, ki bodo nastopali v njihovem jeziku in seveda naše domačine. Kot zelo pomemben del tega je seveda izziv razumevanja. Kot veste, je sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko zelo zahtevno, pravzaprav zaradi jezika. Zanimivo je, da so se odločili za pomoč pri prevajanju tudi umetno inteligenco. Na telefone so si namestili različne aplikacije, ki so sproti prevajale govor. Sicer pa sta županja Selnice ob Dravi in župan Zalakaroša podpisala dogovor o sodelovanju, v katerem se nekako zavezujemo in si želimo, da bi si izmenjali izkušnje o življenju in delu v Zalakarošu, kjer je turizem zelo pomemben, z delom v občini Selnica ob Dravi, kjer pa delamo na področju podnebnih sprememb in pa trajnostnega razvoja. In upamo, da bo to preraslo tudi v večje sodelovanje in bolj obsežno. Da se je dobro povezovati, je izpostavil tudi župan Zalakaroša. Magyarul elmondtam azokat a gondolatokat Že pri našem prvem pogovoru je bilo videti, kako zelo je pomembno sodelovanje med narodi, še posebno v našem okolju. Menim, da je pomembno, da se v tem okolju ljudje med seboj povezujemo in ostanemo v kontaktu. Za gospo županjo bi ponovil dve stvari. Najprej, pomembno je, da so zraven tudi mladi, zato moramo vedno delati. Druga stvar pa je uporaba umetne inteligence. To je nekaj, kar nam bo v prihodnosti olajšalo delo, tako da jo moramo tudi uporabljati. Župan in županja sta nato podpisala dogovor, nato pa sta se usedla pred šahovnico in odigrala eno šahovsko partijo, saj je Zalakaroš znan po šahovskem turnirju in živem šahu. Popoldan pa so se vsi skupaj zbrali še pred šolo in novim vrtcem, kjer so na stojnicah pokazali svoje dobrote in izdelke ponudniki domačih obrti. Sledila je še prireditev, na kateri so zaplesali člani folklorne skupine KD Pauza in Društvo upokojencev s srednjeveškimi plesi. Na kariernem sejmu mojedelo.com, ki se je odvijal v Mariboru, so imeli udeleženci priložnost poklepetati z delodajalci v regiji. Prav tako pa so lahko izboljšali življenjepis in prijavo na delovno mesto. Na podrobnosti pa v prispevku. Največji dogodek za zaposlovanje, karierni sejem mojedelo.com, je znova privabil številne udeležence. Na primer, brezposelna oseba ali pa iskalec zaposlitve na enem mestu opravi več razgovorov z različnimi delodajalci in dobi neposredne informacije, strokovne informacije strani kadrovske službe in seveda tudi predstavnikov podjetja. To je zdaj tisto, na kar dajemo zelo velik poudarek, in današnji dogodek je eden izmed tistih, ki je zagotovo zelo pomemben, kajti število brezposelnosti je tako nizko, da moramo pravzaprav aktivirati ves delovni potencial, ki seveda ima možnost se vključevanja na trg dela. Ugotovili so, da najpomembnejši dejavnik pri iskanju službe ni več plača, kar jih zelo veseli. V Mariboru smo se soočili s tem, tako kot ste slišali,
tako delodajalci kot tudi strani države, posebej bi tukaj izpostavila Zavod za zaposlovanje, so postali vsi zelo aktivni na nekako, lahko rečemo, aktivaciji prebivalstva za zaposlitve. Tako da za nas je bil letos precejšen izziv ob res teh, lahko rečemo, veliki količini dogodkov. Ne bomo rekli poplavi, ker mislim, da so vsi dobri, zato ker nagovarjajo delodajalci, delojemalce, ljudje se vedno bolj je ta nekak res prisoten teren, tudi izobraževanja smo se kar soočili izzivom, kako pridobiti, kaj izpostaviti, da bo za lokalno okolje zelo zanimivo. Spremenilo se je tudi to, da je trenutno povpraševanje po kadrih tako visoko, da lahko nekateri sami postavljajo pogoje pri delodajalcih. Največji izziv bo, kako zapolniti delovna mesta na deficitarnih področjih. Kajti jaz velikokrat poudarjam to, da če bomo želeli ohraniti gospodarsko rast, ki smo jo navajeni, bomo morali poskrbeti tudi za ta bazen delovnih mest na področju deficitarnih poklicev. Se pravi, ne smemo se izključno v Sloveniji pogovarjati samo o visoko izobraženih delovnih mestih, ampak tudi o tistih proizvodnih. Povpraševanje na teh delovnih mestih je izjemno visoko. Tovrstni sejmi so sicer namenjeni vsem, ki iščejo nove sodelavce. Na drugi strani pa jih obiščejo posamezniki, ki se želijo izobraziti ali nadgraditi svojo kariero ali pa zgolj iščejo novo priložnost. Sejem je lepa priložnost, da lahko predstavimo svoje storitve, rešitve in seveda tehnologije, v katerih razvijamo. Hkrati pa tudi, da kandidati nas lahko osebno vprašajo, kako delo pri nas poteka, kakšna je možnost mentoriranja in kako lahko karierno napredujejo. Dravske elektrarne Maribor so bile na sejmu z namenom poiskati strokovnjaka na njihovem področju. Jaz sem zdaj sicer prvič letos na tem kariernem sejmu in moram reči, da se mi zdi super ideja. Toliko veliko ponudnikov dela, nisem si predstavljal, je pa tudi zelo veliko obiskovalcev, ki iščejo delo. Tako da ja, zelo dobrodošlo in zelo pozdravljam take sejme, ker se mi zdi, da lahko z delodajalci prideš v nek stik in je bistveno bolj sproščeno kot pa na nekem formalnem razgovoru. In kje vidijo največji izziv? Kako mlade pritegniti, da bodo nekaj v svojem prostem času, predvsem pa da se bodo odločili za slovenske delodajalce in z nami razvijali digitalno prihodnost. Glede na to, da sem jaz z računalniške sfere, moram reči, da me malo plaši oziroma skrbi ta umetna inteligenca, ker bo marsikateri poklic, ne bom rekel, da bo izumrl, ampak bo ga izpodrinila. Ampak v drugi smeri pa bojo prišle nove priložnosti zaradi tega. Med obiskovalci je bilo precej dijakov in študentov, ki se tako lažje odločijo, kje in kako bodo nadaljevali svojo pot. Nekateri pa so prišli zgolj iz radovednosti. Zdi se mi super, je pa pač res ful ogromno vsega, tako da smo zdaj od začetka tudi malo zgubljene, tako da še iščemo, ampak ja, zadeva je super, moramo pa še malo not past po domače. Ja, dobra informativna priložnost za različne priložnosti, kakšne sploh obstajajo, tako da, ja. Ste že zaključili študij, se podajate na prvo zaposlitev ali kako? Študij zaključen, tudi prva zaposlitev, tako. Študij sicer ni zaključen, je pa že zaposlitev, ja, v teku v bistvu, no. Vsi, ki so obiskali karierni sejem, so zagotovo odšli polni novih znanj in informacij, ki jih bodo lahko zagotovo v prihodnosti dobro izkoristili. Gost v oddaji Moja zgodba pa je bil tokrat Franc Kangler, nekdanji mariborski župan in kandidat za evropskega poslanca. Odkrito je spregovoril o svojem življenju. Poglejmo. Precejšnji del življenja Franca Kanglerja je zaznamovalo županovanje v Mariboru. Danes hodim ponosno po Mariboru, ko grem na trg Leona Štukla, ko se spomnim na mariborsko gondolo, ko se spomnim, da vse, kar sem takrat obljubil v Mariboru, smo izpolnili. Največji problem takrat je bilo, bi rekel, na dnevnem redu prerekanje v Mariboru zavetišče za živali, pa lutkovno gledališče. Ponosen sem, da smo lutkovno gledališče zgradili. A potem so se zgodili radarji, ki so prinesli težko obdobje. Ne vem, če bi drugače ravnal, vse tu ni bila dobena moja odločitev, to je bila odločitev mestnega sveta, tu niti eni zgodbi nisem sodeloval, to je bilo na sodišču vse dokazano. Proti meni so takrat peljali pač eno gonjo,
23krat sem bil ovaden, 150 prič je bilo zaslišanih, niti ena priča me ni bremenila. Za njim so številne ovadbe, hišne preiskave, zato nas je zanimalo, kako je vse to vplivalo na njegovo družino. Zelo slabo. Komu pa je, da ti vjutro ob 6 pozvonijo, da te 4 dni limajo po medijih, veš, da nisi nič kriv, veš, da je vse zrežirano, ne moreš se braniti, 10 let hodiš na sodišče, lepo vas prosim, no. Niti eno kaznivo dejanje, jaz nisem bil obravnavan, da sem vam ali komu drugemu privatniku 1 evro zagotovil 1 evro, vse je bilo nepremoženjsko korist. Povprašali smo ga, ali meni, da je bila njegova hčerka pri odraščanju zakaj prikrajšana. Celo. Res. Verjetno za nobenega otroka ni lepo, ko gre po ulici, gotov je, obešajo lutke po mostovih. Otroka smo dali šolati v Zagreb. Ni bilo mesta v Mariboru, da se šola. Kljub temu, da je bilo zelo težko, pa nikoli ni razmišljal o tem, da bi izstopil iz politike. Celotno oddajo najdete na ogled na portalu lokalec.si na zavihku oddaje Moja zgodba. No, v soboto, 25. maja, pa je kmečki praznik v Stoprcah v občini Majšperk privabil množico obiskovalcev iz bližnje in širše okolice. Pestro dogajanje je trajalo ves popoldan, prežeto z bogato tradicijo in raznovrstnimi aktivnostmi. V soboto dopoldne je v Stoprcah potekala predstavitev kosilnic, s katerimi so kosili breg za šolo. Z velikim veseljem povem in da praznujemo letos že 32. kmečki praznik, ki je dejansko povezan kar z nekaj dnevi skupaj. Namreč začeli smo že z četrtkom, ko smo imeli ocenjevanje suhomesnih izdelkov, letos tudi potic z različnimi nadevi in pa zvečer seveda tudi z vinom. Sam petek je bil včeraj, smo namreč praznovali skupaj z osnovno šolo Stoprce, kajti za osnovno šolo Stoprce skupaj že sodelujemo 32 let. Oni pridejo z nami, naredijo nam program šolski, mi njim pomagamo, da tudi kdaj kaj doniramo in tako smo dejansko z petkom torej zaključili z dnevom šole v osnovni šoli. No, danes smo pa tukaj na tem prizorišču, kjer dejansko imamo torej 32. kmečki praznik. Obiskovalci so imeli priložnost videti najnovejše tehnike in orodja za košnjo, kar je še posebej pritegnilo ljubitelje kmetijske tehnike. Smo zastopniki za švicarsko podjetje, ki proizvaja kosilnice za delo na velikih strminah. In so tukaj 2 kosilnici prisotni in smo danes pokazali njihovo delovanje. Kaj ste torej vse predstavili danes in kaj vse lahko naredita ti 2 kosilnici? Ja, ti 2 kosilnici delata na strminah do 55 stopinj. To je 120%. Na njih se lahko dajo kosilni grebeni, na ta manjšo se lahko da zgrabljalnik za seno, na ta veliko tudi zgrabljalnik, ki ima trak, se pravi, da lahko tudi obrača seno, ne samo po grabi. Poleg tega se pa gor lahko priključijo tudi mulčer, snežna deska, snežno puhalo na ta večjo, zelo veliko število različnih priključkov. Seveda niso na letošnjem kmečkem prazniku pozabili niti na kulturni program z nastopi domačih in gostujočih umetnikov. Moramo reči, da nam že v teh 32 letih to ogromno pomeni in z leto več nam pomeni. S tem ohranjamo stare običaje, združujemo vse ljudi v kraju, vsa društva v kraju, namreč sodelujemo kot kulturno društvo, prostovoljno gasilsko društvo, športno društvo, društvo gospodinj, ki nam kruh spečajo, lovsko društvo, ki nam pripravijo odličen golaž. Tako da v bistvu smo vsa društva in na ta način združujemo mlade in stare na enem mestu in seveda tudi zvečer, ko bo muzika, namreč danes bo igral ansambel Aplavz, dolgo v noč, bomo se veselo zavrteli in zaplesali. Na ogled je bilo tudi nemalo starodobnih vozil, ki so nekoč še kako služili za kmečka opravila. To je letnik 65, star je se pravi 65, 35, 59 let. Drugo leto bomo 60, ko slavili. Zdržujemo vsako leto pač servis, naredimo, ne glede na koliko lofa, ker zaradi starosti olja pa to treba menjati filtre. Ker če se pelamo, ker mi gremo bolj na daljša relacija, tudi gremo, zdaj lani smo bili na Hrvaškem, zdaj gremo v Mađarsko, pa imamo take, zdaj v marcu smo bili Sveti Andraž nad Polzelo, tudi bilo tako žegnaje, tako da to vzdržujemo redno, ne, sad to nimaš kaj, dosti olje, filter, pa
pa nafta, pa to gre. To niso toti novi moderni, ki moraš računalnik imeti, to imaš računalnik v uhe. Vzporedno so potekale številne delavnice, ki so prikazovale tradicionalne ročne spretnosti. Obiskovalci so se lahko preizkusili v izdelavi stojal za rože, metelj, ročni košnji ter gozdarskih veščinah. To delam za špargelj stojalo. In kakšen je prizor? Zeleno, se reče zimzelen. Orodja, kar treba precej, pa trdi les, jesen, pa nič, nobeni žrebelj ne sme biti zabit, vse z lepilo, klinci, namesto žrebljov. Tako so včasih delajo, tiste rjave žreblje ven gledajo in to ni dobro. Zarjevi pa pade na razen. Povezovanje kmetov in skupno delo so tako ključni dejavniki pri ohranjanju kulturne krajine in razvoja kmetijstva v Stopercah. Tudi s prireditvijo Kmečki praznik, ki ima kraju več kot 30 letja dolgo tradicijo, slednjo pa več kot očitno uspešno prenašajo tudi na mlajše. V soboto pa se je začelo praznovanje občinskega praznika občine Destrnik, ki je privabilo številne občane in obiskovalce. Udeležili smo se pohoda po občini, ki ga je priredilo Turistično društvo Destrnik, vodila ga je županja Vlasta Tetičkovič-Toplak. Minuli vikend se je v Destrniku začelo praznovanje občinskega praznika, ki je ponovno privabilo številne občane in obiskovalce. Pod župani sem ponosna, da se društvo aktivirajo, da se udeležujejo naši občani teh prireditev in kot vidimo tudi na Destrniku Open šahovskem turniru prihajajo ljudje tudi od daleč. Danes so tekmovalci iz Hrvaške, Srbije in pa veliko tudi iz Slovenije. Prišli so številni ljubitelji šaha, saj se je odvil šahovski turnir Destrnik Open in tretji memorial dr. Ervina Mavriča, ki ga je organiziralo Športno društvo Destrnik. Na Destrniku imamo igralni čas 5 minut plus 3 sekunde na potezo. Se pravi, za vsako potezo dobi igralec 3 sekunde dodatka. Igramo 11 kol. Turnirja se je tokrat udeležilo 41 tekmovalcev. Na turnirju sodelujejo 4 velemojstri. To pomeni, velemojster je najvišja možna titula pri šahu. Med njimi je tudi državni prvak Jan Šubel in 3 hrvaški velemojstri. Govorili smo z enim izmed njih. Mislim, meni je to tekmovanje mi je res všeč. Mislim, tudi kraj mi je lep. Drugače pa se mi zdi, da so organizatorji naredijo dobro delo. Jan se trenutno pripravlja na svetovno prvenstvo do 20 let v Indiji. V društvu pa so sicer veseli podpore sponzorjev, njihov dolgoletni podpornik je Milan Zver. Smo predali tudi unikatno šahovnico v znak hvaležnosti in pa tudi naša županja, gospa Vlasta Tetičkovič-Toplak, mu je podarila eno darilo v znak hvaležnosti ob občinskem prazniku. Ta dan je bil sicer tudi v znamenju tradicionalnega pohoda. Pohod po naši občini, prelepi občini Destrnik, že tradicionalna in to je priložnost za druženje z našimi občani, da malo pokrebljamo, vidimo malo, ker vedno se vozimo samo po naših cestah in dejansko bomo mogoče bolj podrobneje videli stvari in podoživeli. Z udeleženci smo govorili tik preden so se odpravili na pot. Okrog 3 urni, bomo rekel srednje zahtevni, je za vse generacije primeren. Gremo pa tukaj od gasilskega doma, potem gor mimo pokopališča, potem skozi Lisičjak do turistične kmetije Lovrec. Tam bo prijetno druženje, nekoliko smo ustavili, kakšne osvežilno pijačo popili, pa kakšen kruhek pojedli. Pot se nadaljevala in zaključila pred turističnim domom. Praznovanje v Destrniku obljublja pester program, ki bo združil kulturo, šport in dobrodelnost, ter tako prispeval še k tesnejši povezanosti občanov in obiskovalcev. V sredi tedna imajo tekmovanje Društvo upokojencev Svetega Urbana Destrnik. Ob koncu tedna na dan osrednje prireditve, to se pravi 1.6. zjutraj, je prav tako organizator Športno društvo Destrnik kolesarjenje po občine. Ob 18. uri pa se bo odvila osrednja prireditev. Dan kasneje, 2. junija, se bo odvil Burger Fest, ki bo imel dobrodelno noto. Organizira ga Zavod Makole. Saj bo organizirano dobrodelno kolesarjenje od Makol do Destrnika.
temu seveda v tej priliki tudi vabim vse, ki želijo z dobrodelnostjo se izkazati, gre pa za našega občana, majhnega fantka, ki bo prav na tisti dan praznoval 3. rojstni dan. Vljudno vabljeni, da jih obiščete. V Radencih je športno društvo Nogometna šola Slatina Šparta pripravilo večji mednarodni nogometni turnir prijateljstva za več selekcij. Turnir je potekal v soboto in nedeljo, pri tem pa niso gledali na rezultate in uvrstitve, ampak je vsaka ekipa določenih selekcij igrala z vsemi drugimi ekipami, poudarili pa so druženje. Na nogometnem igrišču v Radencih je bilo med vikendom polno dogajanja, saj so imeli mednarodni turnir prijateljstva. Danes igrajo selekcije U9 in U11, jutri U7 in U12. Prišli so z Bosnije, imamo 2 ekipi z Sarajeva, Biser Sarajevo, Banja Luka, Železničar. Potem imamo danes Celje, Žalec, Mura, Slatina Šparta, Veržej, Čarda, in še mogoče sem kakega pozabil. Gledamo na to, da je nekaj domačih ekip, nekaj tujih ekip. Želja še nam je nadgraditi turnir. Lani smo recimo imeli tudi Crveno zvezdo, Koper, Maribor, Olimpija, tako da naslednje leto mislim, da bo tudi to. Izpostavil je še, da jim res ni bilo za rezultate, ampak za druženje, sodelovanje, povezovanje. Vsak klub je dobil tudi plaketo. Meni osebno to pomeni eno zadovoljstvo, ker že 30 let delam v tem, navdušuje me delo z otroki. Najbolj pa, kot sem že povedal, ti mladi dečki za Sarajeva, to mi je bil povod in kaj jim približamo to našo kulturo, oni pa njihovo in upam, da samo zdravje ne služi, pa še večkrat, kaj to ponovimo. Letošnji turnir je bil drugi po vrsti. Da ne bodo šteli golov rezultatov, so se odločili zaradi tega, da ne bodo otroci pod pritiskom. Se ekipe med sabo povežejo, tako otroci kot tudi trenerji in osebje, pa tudi starši. Ustvarili smo ga dejansko lani, letos je drugo leto, ko ga organiziramo. Glaven namen pa je ravno v imenu turnir prijateljstva, da ni rezultatov in da ekipe odigrajo čim več minut med seboj, močnih tekem in da otroci napredujejo. Naša ekipa je pred kamero ujela tudi mlado ekipo nogometašev iz Veržeja. Zakaj ste se danes udeležili tega turnirja? Ker nam je všeč, da igramo z močnimi ekipami. In s katerimi ekipami boste se igrali? Z Žale, z Radensko Slatino, z Banja Luko, z Sarajevom. Prav tako tudi za domači klub Slatina Šparta. Sodelujemo zato, ker radi igramo nogomet, pa se družimo. Prijateljstvo. Pa fajn je igrati nogomet. Kako pa vam gre? Pa zelo dobro. Trenutno dobro. In zakaj vi so radi igrate nogomet, zakaj radi igrate nogomet? Zato, ker je to moška igra in dobra igra. Ker je zelo dober šport in se naučiš polno prijateljstva. Ja. Torej rekla sta, da ste prišli zaradi prijateljstva, ste spoznali kaj novih prijateljev že? Ja, nekaj smo jih že poznali, nekaj pa tudi spoznali, ja. Ja, v bistvu tako. Ena ja, ena pa ne. Ampak mislite še malo spoznati kakšne prijatelje iz tujine, recimo vem, da so tudi nekaj tujih klubov prišli? Ja, ne še, nismo jih še spoznali. Teh ne. Jaz sem enega. Ja? Ja. Ja, super. In kako radi sodelujete na takšnih tekmovanjih, kaj vam to pomeni? V bistvu, da ste prišli tekmovati, ampak ne glede na rezultat. Ja. Prišli smo tekmovati ne glede na rezultat za prijateljstvo, ker je to prijateljski turnir. Vam je všeč to? Ja, fejst. Njihov trener pa je podporil turnir prijateljstva še iz enega razloga. Ker ni v ospredju rezultat in lahko ponudimo vsem vadečim otrokom šanso za igro. Ker na ostalih turnirjih, kjer se igra na rezultat, ne moreš ponuditi takšnemu številu otrok možnosti za igro. Prav zaradi tega, ker so prišle v Radence tudi ekipe, ki so močnejše, tako iz Slovenije, kot tudi iz tujine. Otroci so navdušeni nad tem, ker njih je, ker pridejo neke druge države, tako je neki dogodek, kot da so že nekaj osvojili in je za njih zelo pomembna izkušnja za prihodnost. Sploh, ker si tako krepijo tudi samozavest. Sicer pa so tudi trenerji si vzeli čas za pogovor in si predstavili različne izkušnje tako iz vodenja, kot tudi treniranja, spodbujanja in razvoja.
Toliko v današnjem občinskem informatorju. Ostanite pa v naši družbi še naprej, kajti v nadaljevanju bo ob 19:15 na BKTV potekalo v živo pogovorno omizje na temo Štajerska si zasluži več. Zaradi neposrednega prenosa pa bo oddaja z županom, katere gost bo Samo Rajš, na sporedu ob 20:45. Spremljate pa nas tudi na naših spletnih portalih lokalnec.si in mbreport.si. Želim vam lep preostanek večera in nasvidenje.